Komunala Slovenska Bistrica je v petek pripravila novinarsko konferenco pred čistilno akcijo, ki bo tudi letos potekala pod sloganom Preden trava ozeleni, počistimo kraj mi. Spregovorili so tudi o nekaterih drugih aktualnih temah in napovedali 76. cvetni petek, ki bo 22. marca. Pritegnili smo 60 razstavljavcev. Za cvetni petek obljubljamo dve novosti, in sicer kulinarični kotiček za vinogradniki na eni strani in pa otroška animacija in pa otroški kotiček na drugi strani. Zdaj pri kulinaričnem kotičku smo pritegnili k sodelovanju dva lokalna gostinca, to je gostišče Iršič in pa turizem na kmetiji Goričan. Od vinogradnikov pa seveda tisti, ki že nekaj časa obiskujejo cvetni petek, vinogradništvo Avguštin, Brezovšek, Repnik in pa vinogradništvo Pečovnik. To, kar se tiče samega kulinaričnega kotička, tudi tam smo zaokrožili eno ponudbo, da lahko ljudje kupujejo vse, kar potrebujejo pred veliko nočjo, torej da nesejo k žegnu in da veliko noč obeležijo tako, kot je potrebno. No, na drugi strani pa smo zopet z lokalcem, z bistriško gibalnico Hop Hop, tudi organiziramo otroški kotiček. Od 2 popoldan do zaključka do 5 popoldan bo brezplačna otroška animacija, napihljiva igrala in tako naprej. No, s tem pa družba Komunala Slovenska Bistrica gotovo dodaja svoj delež lokalnemu okolju, da torej okolju tudi nekaj da tistim našim najmlajšim, da imajo tudi kaj započeti na samem cvetnem sejmu. Sicer pa cvetni petek, torej cvetni sejem, se od 8 do 5 predvideva. Dogajanje bo na ustaljeni lokaciji Grajska ulica in pa delu Partizanske ulice, torej na Partizanski ulici tradicionalno suha roba, na območju nekdanjega podjetja Kroze in pa trgovine Mercator pa vse ostalo. Akcija čiščenja okolja bo potekala v soboto 7. aprila med 8. in 12. uro. Prijave za letošnje leto še vedno potekajo. Verjamemo, da še bo veliko prijav, nekaj jih je že, čakamo še. Rok za prijave je načeloma do 20.3., bomo pa upoštevali tudi kakšnega zamudnika. Zdaj opozorila bi mogoče še, da če naletite na kakšne nevarne odpadke na čistilni akciji, kakšne igle, azbestne plošče, da se to nas kontaktira, bomo mi za to poskrbeli. Pa tudi, naprimer, ni čistilna akcija namenjena čiščenju kakšnih dvorišč oziroma podobnih stvari, ne. Namenjena je izključno temu, da počistimo naravo. Verjamem, da bojo vsa društva, vaški odbori in vsi tisti, ki participiramo v teh krajih, se z velikim številom udeležili, da dejansko popučemo to svinarijo, ki je dejansko nastala. Še vedno pažimo, še vedno smo packi, ne. Lani drugi dan po akciji sem že videl neke pločevinke zopet tam, ko smo prej čistili, ne, pač ne verjamem, zakaj je to potrebno. Ampak ne glede na to je naša okoljska zaveza in tudi naš slogan, ki delujemo v službi okolja, pomemben, da nekako vztrajamo pri tem, da vsako leto z vašo pomočjo nekako zasveščamo vso družbo, kateri pač živimo, delujemo. Občina Slovenska Bistrica tudi podpira, kot že vsa pretekla leta, kjer smo tudi začeli za to čistilno akcijo Čistimo svoj kraj v letu 2010, kjer je bila organizator in sodelovanju z podjetjem Komunala izvajala to čistilno akcijo. Tako tudi sedaj, kjer se bomo tudi sami aktivno vključili v samo izvedbo akcije preko posameznih krajevnih skupnosti in pa lokalnih društev.